V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobrodošli v cerkvi dobrega pastirja na to praznično nedeljo. Danes je namreč Trubarjeva nedelja, ko se s hvaležnostjo spominjamo očeta slovenske književnosti in velikega reformatorja, evropskega, lahko bi rekli tudi svetovnega kova, Primoža Trubarja. Namreč jutri, v ponedeljek, je državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, pa vendar praznik dan Primoža Trubarja. Duhovnik Primož Trubar nam je s svojim pogumnim delom zapustil prve tiskane besede v maternem jeziku. Kot reformator pa nas je neomajno usmeril k samemu temelju, k suvereni Božji besedi in evangeliju o brezpogojni Božji milosti, in to v domačem maternem jeziku. Danes to duhovno dediščino živimo v praksi. Pred nami je Gospodova večerja, Evharistija. To je sveti sakrament, v katerem nam Kristus po svoji obljubi podeljuje samega sebe. To je resnična hrana za naša lačna srca in nebeška vez, ki nas povezuje in združuje v eno telo. In milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z nami vsemi. Amen. Preden se bomo s pesmijo in molitvijo povsem posvetili bogoslužju, prisluhnimo še kratkim obvestilom iz življenja naše skupnosti. Takoj po koncu tega bogoslužja smo toplo vabljeni, da ostanemo v cerkvi na krajšem občnem zboru. Skupaj se bomo pogovorili o prihodnosti naše cerkve in načrtovanih aktivnostih. Vaša prisotnost in mnenje sta zelo pomembna. Po občnem zboru pa se bomo preselili na Trubarjevo ploščad. Tam bomo ob kavi in klepetu počakali, da bodo prostovoljci pripravili vse potrebno za cerkveni piknik, s katerim bomo obeležili današnji praznik. Torej, potem bomo druženje nadaljevali v gozdičku za cerkvijo, v prijetni senci, in vsi, ki ste danes tukaj, ste toplo vabljeni, da ostanete. Tudi če ste v časovni stiski, se pridružite vsaj na občnem zboru in potem na kavi pred cerkvijo. Med tednom pa smo vabljeni še na naslednja srečanja. Jutri ob 19. uri je v cerkvi molitveno srečanje, kjer lahko skupaj stopimo pred Boga v prošnjah za cerkev in svet. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na predavanje tukaj v cerkvi o molitvi. Slišali in izmenjali bomo lahko mnenje o tem, zakaj je molitev ključna v življenju kristjana, ter bomo spoznali različne oblike molitve. Torej v sredo ob 19. V prihodnjem tednu bo organizirana tudi molitvena veriga v obliki posta. Vsi, ki želite sodelovati pri tej duhovni disciplini, se lahko obrnete na Lejo Brkič. Naslednjo nedeljo ob 10. uri znova lepo vabljeni v cerkev na osrednje tedensko bogoslužje. Prav tako bo naslednjo nedeljo ob 10. uri v Gornjih Petrovcih v Prekmurju potekal tradicionalni shod evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica. Bogoslužje bo kot vsako leto predvajano na televiziji. Pot do Prekmurja je sicer dolga, vendar vsi, ki imate željo, ste vabljeni, da se tega shoda udeležite lahko tudi v živo. Imamo še eno počitniško najavo za otroke. Obveščamo starše in stare starše in otroke, da bo med poletnimi počitnicami organiziran tabor za otroke stare od 5 do 15 let pod geslom Skrbniki našega planeta. Tabor bo potekal 3 dni na začetku julija,
in sicer od srede 8. julija do petka 10. julija, vsak dan od 9. do 15. ure pri naši cerkvi. Pod vodstvom animatorjev bodo otroci skozi šport in veselo druženje odkrivali krščanske vrednote in pomen skrbi za Božje stvarstvo. Prispevek znaša 10 evrov na dan na otroka ter vključuje kosilo, sadje in osvežilne pijače. Zaradi lažje organizacije pa vas prosimo za čim prejšnje prijave. Vse informacije in spletna prijavnica se nahaja na družbenih omrežjih naše cerkve, pa tudi v elektronskem sporočilu. Za dodatno vprašanje pa sta z veseljem na voljo tudi animatorka in katehetinja Tjaša Golobič-Tucin ali duhovnica Katja Brkič-Golob. Toliko o življenju naše cerkve, sedaj pa preusmerimo svoj pogled od vsakdanjih skrbi k Bogu, ki nas bogato obdarja svojo milostjo. Dvignimo svoj pogled in stopimo pred njegovo veličanstvo z uvodno pesmijo, ki pravi: radostno te vsi častimo. Današnje biblično vodilo je iz Evangelija po Luku, 10. poglavje, 16. vrstica, kjer Jezus pravi: Kdor posluša vas, posluša mene. Kdor pa zavrača vas, zavrača mene. In kdor zavrača mene, zavrača tistega, ki me je poslal. Prisluhnimo molitvi iz Psalma 113. Aleluja! Hvalite Gospodovi služabniki, hvalite ime Gospodovo. Ime Gospodovo naj bo slavljeno od zdaj in na veke. Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda naj bo hvaljeno ime Gospodovo. Gospod je vzvišen nad vsemi narodi, nad nebesa sega njegova slava. Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki ima prestol na višavi? Kakor tisti, ki gleda v nižave, v nebesih in na zemlji. Iz prahu vzdiguje slabotnega, iz blata potegne ubogega, da ga posadi med kneze svojega ljudstva. Stopimo sedaj pred svetega Boga
priznajmo svoje grehe in prosimo za njegovo milost. Vsemogočni Bog, usmiljeni Oče, priznavam pred teboj, da sem grešen človek. Grešil sem v mislih, besedah in dejanjih. Nisem te ljubil z vsem srcem in nisem ljubil svojega bližnjega kakor samega sebe. Po tvojem pravičnem zakonu si zaslužim obsodbo. Vendar se zatekam k tvoji brezpogojni milosti. Po neizmernem trpljenju in smrti tvojega Sina, Jezusa Kristusa, bodi milostljiv meni, ubogemu grešniku. Odpusti mi in me očisti. Amen. Beseda milosti in obljube, ki nam jo Bog daje v Evangeliju po Janezu 3:16, pa pravijo: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Gospod Bog, nebeški Oče, hvala ti, da nas ne puščaš v naši krivdi, ampak nas iz blata greha dvigaš po svoji sveti milosti. Hvala ti za svojega Sina, v katerem imamo večno življenje. Prosimo te, očisti naša srca, ko se pripravljamo na poslušanje tvoje besede in prejem svetega zakramenta. Daj nam stanovitno vero, da bomo tvojemu evangeliju zvesto sledili in ga pogumno živeli. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, ki s teboj in svetim duhom živi in kraljuje vekomaj. Amen. Združeni v odpuščanju in Božji milosti nadaljujmo bogoslužje s pesmijo Namesto mene.
Lahko sedete. Prisluhnimo berilu iz Janeza 1, 4. poglavje, 13. do 16. vrstica. V tem spoznavamo, da ostajamo v njem in on v nas, ker nam je dal od duha svojega. In mi smo videli in pričujemo, da je Oče poslal Sina kot zveličarja sveta. Kdor priznava, da je Jezus Sin Božji, v njem ostaja Bog in on v Bogu. In mi smo spoznali in verovali ljubezen, ki jo ima Bog do nas. Bog je ljubezen. In kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog v njem. O ljubezni v Svetem pismu beremo na mnogih mestih. Eno najbolj znanih besedil je gotovo tudi 13. poglavje 1. pisma Korinčanom, kjer apostol Pavel zapiše: Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Ob teh besedah bi nas rada danes povabila k preprostemu izzivu. Poskusimo za trenutek besedo ljubezen zamenjati s svojim imenom. Rebeka je potrpežljiva, Leja je dobrotljiva, Katja se ne da razdražiti, Lina ne išče svojega, Peter vse prenaša, Jani se ne napihuje. Ali lahko to res brez zadržkov rečemo? Verjetno pri nekaterih trditvah da, pri drugih nekoliko težje. Če smo iskreni, se vsi kdaj znajdemo v položaju, ko nam zmanjka potrpežljivosti, ko najprej mislimo nase in ko nas prizadenejo besede drugih. Zdaj pa naredimo še en korak. V prebranem berilu apostola Pavla pravijo besede, da je Bog ljubezen. Namesto svojega imena sedaj lahko vstavimo besedo Bog. Bog je potrpežljiv, Bog je dobrotljiv, ne išče svojega, Bog se ne da razdražiti, veseli se resnice, Bog vse prenaša, vse upa, vse prestane, Bog nikoli ne mine. Nenadoma te besede ne zvenijo več kot nedosegljiv ideal, ampak kot opis Boga, kot ga razodeva Sveto pismo. In prav to je bistvo Janezovih besed. Bog ne le ljubi, Bog je ljubezen. Vse, kar Pavel zapiše o ljubezni, nam razkriva Božji značaj. Takšen je Bog do nas, potrpežljiv, dobrotljiv, usmiljen in zvest. Takšno ljubezen nam je pokazal v Jezusu Kristusu. Ko torej danes slišimo opis ljubezni, ga ne poslušajmo kot seznam zahtev, ki jih itak ne moremo izpolniti, ampak kot veselo oznanilo o tem, kakšen je Bog. In ko ostajamo v njem, kot pravi Janez, njegova ljubezen oblikuje tudi naše življenje, da postajamo vedno bolj podobni njemu. Pred nami so trenutki skupnega oboževanja, zato dovolimo temu Bogu, da odpre naša srca, da odpre oči naših src, da bomo prepoznali to Božjo ljubezen. Vabim nas, da ostanemo in skupaj zapojemo naslednjo pesem.
Nebeški Oče, hvala ti za tvojo neizmerno ljubezen. Hvala za milost, potrpežljivost, dobroto in zvestobo, ki nam jo izkazuješ vsak dan znova. Hvala, ker nas ljubiš nepopolne in ker nas nikoli ne zapustiš. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo vedno bolj podobni tebi. Uči nas potrpežljivosti, dobrote in nesebične ljubezni. Naj se v naših besedah, dejanjih in odnosih odseva ta tvoja ljubezen, da bodo tudi drugi po nas lahko spoznali tebe. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Dragi bratje in sestre v Kristusu, zbiramo se pri Gospodovi mizi, kot nam je zapovedal naš Gospod Jezus Kristus. Gospodovi mizi ne prihajamo, ker smo vredni, ampak ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas prijema, njegova navzočnost nas hrani. Apostol Pavel nas vabi, naj se pred Gospodovo mizo preizkusimo, ne zaradi strahu, ampak da bi milost prijeli v veri in hvaležnosti. Zato govorimo: Vsemogočni Bog, usmili se nas. Grešili smo proti tebi in drug proti drugemu, v mislih, besedah in dejanjih. Odpusti nam zaradi Jezusa Kristusa. Obnovi nas po Svetem Duhu, da bomo živeli po tvoji volji in hodili v tvojem miru. Amen. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Vsemogočni in usmiljeni Bog se nas je usmilil, zato se veselimo. Kristus je umrl za nas, Kristus je vstal za nas, Kristus moli za nas. V njegovem imenu so nam grehi odpuščeni, hodimo v svobodi in živimo v ljubezni. Zato dvignimo svoja srca, zahvalimo se Gospodu, ker je dober in ker vekomaj traja njegova dobrota. In v skupnosti cerkve molimo molitev, ki nas jo je naučil naš Gospod, molitev Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. V noči, ko je bil izdan, je Gospod Jezus Kristus vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel kelih, se zahvalil in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikorkrat ga pijete, v moj spomin. Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in to vino po svojem Svetem Duhu, da bomo jedli od sakramentalnega kruha življenja in pili iz keliha odrešenja, ki je telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. In bomo tako v edinosti med sabo in z vsemi kristjani, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo in njegov prihod pričakujemo. Blagor tistim, ki so povabljeni na jagnjetovo gostijo. Vzemite in jejte od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
V veri, upanju in ljubezni vzemimo in jejmo skupaj. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. V hvaležnosti, edinosti in miru vzemimo in pijmo skupaj. Naše prazne kozarčke
bomo oddali v pladnje. Prijeli smo milost, naši grehi so izbrisani, pred nami je nov začetek. Pojdimo in ne grešimo več, živimo kot svobodni ljudje. Gospod nas je okrepčal pri svoji mizi in sklenimo to obhajanje s prošnjo za moč, da bomo prejeto milost nosili sabo. Molimo. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se Ti za Tvoje nežno usmiljenje. Spet si nas nahranil pri svoji sveti mizi s svojim telesom in krvjo in nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, Tvojo slavo smo videli na svoje oči in s svojimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. Ljubeči in najbolj sočutni Gospod, hvala Ti, ker si nas očistil s svojo svetostjo, da bomo ljubili in oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in bili pripravljeni na večnost s Tabo. Amen. Na vrsti je utrinek za otroke. Dragi otroci, pridružite se mi tukaj spredaj. Utrinek za otroke. To je kratka misel, prilagojena otrokom, na vam primeren način se naučimo kaj novega iz Svetega pisma. Danes imam s sabo, kaj je to? Vlak. Vlak na kakšen pogon? Na premog? Na elektriko, ne? Na električen pogon. Ja, kaj je to? Modern vlak, starejši tip, novejši tip, Intercity. Intercity. Se je že kdo peljal z Intercity vlakom iz Ljubljane v Maribor? Ne, v Novem mestu smo navajeni na malo starejše vlake, ne? Gre bolj počasi. Torej, ja, se je že kdo peljal z vlakom? Ste, ne? Daleč? V Belo krajino, pa v Ljubljano. In kaj ste počeli na vlaku? Skakali, ste sedeli pri miru, jedli sendviče. Marsikaj se da na vlaku početi, ne, ker je veliko prostora. Ja, kdo pa je najbolj pomemben na vlaku, kaj mislite? Šofer, bravo, strojevodja. Čeprav bi danes rekli brez potnikov, tudi vlaka ni potrebno imeti, ne? Najbolj pomembni smo mi, potniki. Ampak ja, bravo, šofer. Ja, zdaj pa tale vlakec je odštekan vlakec, mal poseben vlakec. Kaj bi lahko rekli, vam bom dal namig, no? S čim bi lahko ta vlak primerjali? Tukaj gor imamo 4 lučke. 4 lučke, ki predstavljajo 4 evangelije iz Svetega pisma. In sicer imamo modro luč, to je evangelij po Mateju. Kaj dela kralj? Kralj ali šofer vlada in vozi vlak. In ta vlak potuje skozi življenje. Potem imamo zeleno luč, to je evangelij po Marku. Zato, ker Marko ne govori veliko, ampak kaže akcijo Jezusa na delu. Potem imamo še rumeno lučko, ta luč je topla,
simbolizira evangelij po Luku, ker Luka je topel evangelij, nam kaže Jezusa, kako skrbi za uboge. In potem imamo še rdečo luč, evangelij po Janezu, to je pa najbolj skrivnostni evangelij, kajti Janez nam pove, kdo Jezus sploh je, Božji sin. Tako, zdaj pa te lučke niso samo lučke, niso samo barve, so tudi še zvoki. Pa poglejmo, prvi zvok, zelena, na kaj vas ta zvok spominja? Na vožnjo, bravo, to je zvok, ki pomeni, da drvimo nekam hitro, super, rastemo v milosti, čas leti, gremo naprej z Bogom. Potem imamo lučko, ki je rdeče barve. Bravo, ustavlja bremza, rdeča lučka. Prišli smo na postajo, ding dong, šlajsajo se bremze in na postaji se ustavimo, se srečamo, spijemo kakšen sok in se družimo. Imamo še dve lučki, imamo modro. Kaj bi bilo pa to? Zapornica, sirena, ja, pozor, pripravite se, usedite se ali pa hitro na vlak, gremo naprej, tako kliče. In potem imamo še zadnjo lučko, rumeno. Neka grozeča lučka, ne? Mogoče opozorilo, pazite, delamo mogoče kakšne neumnosti, ustavimo se, ali kaj podobnega, ne? Vsaka lučka nekaj pomeni. Tako, in kakšen bi bil zaključek? Namigov sem vam dal kar nekaj, ta vlak simbolizira kaj? 4 evangelije. Zvoke, ja, zvoke, da moramo biti pripravljeni, da gremo naprej, da smo skupaj. In to, da smo skupaj, vse skupaj je pa skupaj, ne? Ni samo zaradi enega potnika. Vidite, koliko sedežev ima? Kar ogromno, kar nekaj, ja. Kaj bi lahko rekli, da ta vlak simbolizira? Skupnost ali cerkev, bravo, tako. Ta odštekani vlak simbolizira cerkev. 4 evangelije in lučke, vse, ki jih potrebujemo, da smo pripravljeni. In lahko na koncu zaključimo ta utrinek z molitvijo in lahko skupaj z mano v mislih molimo. Dragi Jezus, hvala ti za ta odštekani vlak. Bodi naš strojevodja vsak dan, ko delamo napake, zatrobi in nas varno pripelji na končno postajo. Amen. Tako. Hvala, dragi otroci, za pozornost. Sedaj pa greste lahko na verouk, kjer boste slišali še kaj zanimivega iz Svetega pisma. Mi pa nadaljujemo z bogoslužjem. Pred Božjo besedo bomo pa pobrali še kolekto. Jezus
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Dragi bratje, drage sestre, začnimo današnjo pridigo s pretresljivo, a ganljivo resnično zgodbo. Predstavljajmo si prostor, kjer ni upanja, kjer je trpljenje, stalno tema, tudi takrat, ko zunaj sije sonce. Auschwitz, žica, blato, smrad dima, ki nikoli ne izgine, izčrpani ljudje, ki niso več vedeli, ali je jutri sploh nekaj, kar še obstaja. Nekega dne tam pobegne zapornik in seveda vsi vedo, kaj to pomeni. Zberejo jih na dvorišču, ure jih pustijo stati na soncu. Nihče ne govori, nihče ne diha sproščeno. Potem komandant začne izbirati. Prvega, drugega, tretjega. Vsak korak naprej je kot razsodba, kot da ti življenje trgajo iz prsnega koša. In potem se zgodi nekaj, kar prebije tišino. Eden izmed njih se zlomi. Ne kriči zaradi bolečine, ne preklinja, začne jokati kot otrok. Moja žena, moji otroci, ne bom jih več videl. To ni bil več zapornik. To je bil oče, ki se je poslavljal od življenja. In takrat v tem prostoru strahu, kjer je vsak želel samo preživeti, se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. Nekdo ga je videl. Nekdo je videl trpečega človeka. Stopil je iz vrste, nihče ga ni poklical. Ni bil izbran, pa vendar je stopil naprej, mirno, skoraj da tiho. SS-ovec ga je pogledal presenečen in mu dejal, to ni tvoje mesto. A ta človek je odgovoril, hočem iti na mesto njega. Zaporniki so obstali, to se vendar ne dela, tako se ne preživi. Komandant ga vpraša, zakaj, a njegov odgovor je preprost, skoraj da neprimeren za tisti kraj. On ima ženo in otroke, jaz pa sem duhovnik. Jaz imam upanje. In potem so se vrata zaprla. Ta človek, ki se je odločil iti v smrt na mesto drugega človeka, ker ga je videl, je bil duhovnik. Ime mu je bilo Maksimilijan Kolbe. Ko so ga vprašali, zakaj, je odgovoril še enkrat, mirno in jasno. To je dober človek, ima družino. Jaz nimam nikogar. To, dragi zbrani, ni bila ideja. To ni bila teorija. To je bila ljubezen, ki je stopila na mesto strahu. Iz njegove celice se tik pred smrtjo niso slišali kriki, pač pa se je slišala molitev, slišalo se je petje. Vprašajmo se, kaj se zgodi v človeku, da na kraju, kjer vlada strah, vidi stisko drugega. Mi temu rečemo herojstvo, junaštvo, a apostol Janez temu reče drugače. Bog je ljubezen. In kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu. In sedaj vprašanje za nas, če ta ljubezen res obstaja, kje je danes med nami? Ali samo o njej govorimo, ali pa je med nami res nekaj, kar lahko prežene strah? Ustanimo skupaj k branju odlomka iz 1. Janezovega pisma, 4. poglavje od 16. do 20. vrstice, kjer pravi takole. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Ljubezen med nami je postala popolna v tem tako, da imamo zaupnost na dan sodbe, kajti kakor biva on, tako bivamo tudi mi na tem svetu. V ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. In od njega imamo to zapoved.
Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Dragi zbrani, ko beremo prvo Janezovo pismo, moramo razumeti, da ne beremo abstraktnega teološkega eseja, pač pa beremo pastoralno pismo. Duhovnik, pastor piše pismo svoji cerkvi, tako si tole predstavljajmo. Torej, beremo besedilo, ki nastane iz konkretne krize skupnosti. Večina sodobnih bibličnih raziskovalcev postavlja nastanek prvega Janezovega pisma med letoma 90 in 100 po Kristusu v okolje Efeza in širše Male Azije, kjer vemo, da je apostol Janez v svojih poznih letih pastoralno spremljal več cerkva. Torej, to niso več prve generacije kristjanov, to je v resnici že 100 let dalje. To so skupnosti, ki že živijo iz tradicije apostolov, že imajo oblikovano teologijo, pa strukturo, pa bogoslužja, pa vendar v tej skupnosti, v tej zreli skupnosti pride do razpoke. Ta razpoka ni doktrinalna, pač pa je socialna, eklezialna. Janezove cerkve, ki jih imenujemo tudi johaninske skupnosti, so veljale za cerkve, ki so bile najprej močno povezane skupine vernikov z jasno identiteto v Kristusu, a so šle skozi mnoge konflikte. Najprej z Judi, potem pa še z bolj bolečo notranjo delitvijo. Torej, to je ozadje prebranega odlomka. Kaj pravi zgodovinsko-sociološka analiza glede Efeške cerkve? Veste, ko beremo pisma, predvsem v Novi zavezi, je zelo pomembno, da razumemo, komu so bila pisana in tudi zakaj. Kakšno mesto je bil Efes? To je bilo eno največjih mest tedanjega rimskega imperija. Imelo je nekje 200 000 plus prebivalcev. Bilo je gospodarsko, versko središče Male Azije. Vemo, da so imeli tempeljski kult Artemide. Mimogrede, to je še vedno eno izmed 7 čudes sveta. Torej, to mesto je bilo zelo prepleteno z magijo, misteriji, okultnimi praksami. O tem beremo tudi v apostolskih delih. To pomeni, da krščanska skupnost tam ni nastala v religiozno praznem prostoru, ampak v konkurenci religij. Lahko bi rekli v intelektualnem pluralizmu, na duhovni tržnici skorajda. In Efeška cerkev, ki jo nagovarja Janez, predstavlja že 3. generacijo kristjanov. Torej, ustanovijo apostol Pavel, potem z njo nadaljuje Pavlov učenec Timotej in sedaj v 3. generaciji apostol Janez na stara leta ureja ponovno težave v tej cerkvi. Torej, okoli 90 do 100 po Kristusu. In ravno tu nastane velika razpoka. Vse večji je bil namreč pritisk poganske družbe. Efes je predstavljal glavno mesto čaščenja Artemide. To je bilo gospodarsko močno mesto, finančni center, ki je prinašal turizem, trgovino in posel. Torej, če si zapustil Artemido, si tvegal in bil ob ugled, ob posel, ob odnose. Ker je bil Efes tudi poln magije in okultnih praks, so bili kristjani stalno izpostavljeni pritiskom, pri čemer so seveda radikalno spremenili svoje življenje, s tem pa tvegali osamljenost in izoliranost. Začeli so se politični pritiski, saj je rimski cesar zahteval čaščenje sebe kot Boga, prav tako pa so v tem obdobju se dokončno razdelili Judje, ki so ostali Judje, in kristjani, ki so postali in ostali kristjani. Torej, če ta Efes, to stanje prenesemo v današnji čas, v sodobni svet in si predstavljamo, da je Novo mesto, Ljubljana, Koper, karkoli od teh naših mest, center današnjega dogajanja in družbe, potem tudi mi danes lahko rečemo, da živimo v pluralni in kompleksni družbi. Tudi mi danes častimo Artemide, samo da imajo drugačna imena, kot so uspeh, kariera, samo uresničitev, svoboda brez meja, kapital, zasebna sreča. Tudi danes lahko vera vpliva na posel.
Če živiš po Kristusovem evangeliju, si označen za čudnega, ker pač plačuješ davke, ker si pošten pri poslu. Tudi danes imamo cesarje in nevidne avtoritete, kot so javno mnenje, ideologije, nesprejemanje drugačnih. Tudi v 3. tisočletju se soočamo z magijo, ki se kaže v sodobni duhovnosti brez Boga, duhovnosti brez odnosa. Tudi danes govorimo o izključevanju, o socialni distanci, o tihi izključitvi, marginalizaciji, o strahu, da ne bomo sprejeti. In tako se v 1. stoletju Janezova skupnost v Efezu, kot sicer uspešna cerkev, znajde v krizi. Zgodi se razkol. Del skupnosti se odcepi. Zgodovina nam pravi, da tisti, ki so odšli, niso bili zunanji sovražniki. To so bili notranji člani, ki so si delili isto zgodovino, isto vero, isto skupno življenje, hodili so na ista bogoslužja, obhajali isto Gospodovo večerjo. Zato stavek v predhodnem poglavju, ko pravi Janez, šli so od nas, pomeni za Janeza nekaj zelo bolečega, pomeni razpad odnosa. Zakaj so se razšli? Ne zato, ker bi nekdo preprosto zapustil vero, ampak ker so začeli drugače dojemati, kaj vera je. Začeli so verjeti, da obstaja neka višja, globja duhovnost, do katere pač vsi ne morejo priti. Razvila se je elitistična duhovnost. Sebe so začeli doživljati kot ljudi, ki imajo boljši ali globi uvid v Boga. Kot ljudi, ki so nad običajno vero, ki so boljši od drugih, ki bolje poznajo Sveto pismo, ki so na novo rojeni kristjani, ki imajo več svetega duha, ki so boljši od tradicionalnih kristjanov. In zato so začeli na to skupnost gledati zviška. Seveda je ob tem nastal konflikt. Eni so šli v duhovnost brez skupnosti, drugi so se krčevito držali pravil brez topline. In če to povežemo z opisom Efeške cerkve, ki ga najdemo v Razodetju, ta isti apostol Janez pravi, da je sicer Efeška cerkev ostala zvesta resnici, a je žal izgubila prvo ljubezen. Izgubila je prvo povezanost. Vero so torej začeli razumeti kot nekaj, kar živi vsak pri sebi, ne pa kot nekaj, kar se živi med ljudmi. Zato je bila posledica konkretna. Vera se je začela odmikati od odnosa, od skupnosti. In prav zato Janez svoje pismo in to, kar smo na začetku prebrali, piše kot pastoralni odgovor na notranji razkol v skupnosti, kjer se je del cerkve odcepil, da bi torej preostalim vernikom znova utrdil njihovo identiteto in jih vrnil k veri, ki se ne kaže v elitnem spoznanju ali pravilnosti, pač pa v konkretni ljubezni med verniki. Kaj smo prebrali? Kako apostol Janez spodbuja vernike, ki so ostali? Pravi, Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Torej ne govori o nekem mističnem, individualnem občutku, ampak govori o konkretnem načinu bivanja. Govori o odnosih. Ostajati, grško menein, pomeni ustrajati, biti zvest, ostati povezan. In veste, to se načeloma vedno pokaže v krizi. Skupnost se je razbila, odnosi so se pretrgali, ljudje so odšli. Zato Janez trdi, da se pravi odnos z Bogom ne dokazuje z višjim znanjem, z notranjo izkušnjo, s tem, da si bolj ali manj duhoven, pač pa da ostajaš v ljubezni, v občestvu, v odnosu. Bog je torej navzoč tam, kjer se odnos ne pretrga. Tisti, ki so odšli iz Efeške cerkve, vemo iz zgodovine, so sicer govorili o globoki duhovnosti, ker so bili povezani z gnosticizmom, a dejansko so pretrgali odnos in s tem po Janezu izgubili prav tisto, kar so trdili, da imajo. Ni pomembno, kakšen je tvoj status, kakšno je tvoje duhovno znanje, duhovna izkušnja. Pomembno je, ali ljubiš, ali imaš rad Boga in bližnjega. Potem smo zanimivo prebrali tudi to, da Janez ljubezen in zaupnost povezuje z odsotnostjo strahu ob sodbi.
Janez pravi takole: v ljubezni ni strahu, popolna ljubezen prežene strah. Strah je namreč povezan s kaznijo in kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Čeprav so prvi kristjani verjeli, da se bo sodba ali konec sveta zgodil kmalu, so do konca 1. stoletja prišli do zaključka, da konca sveta vendarle ne bo takoj konec, pa vseeno iz konteksta Janezovega pisma vidimo, da tisti, ki so odšli iz Efeške cerkve, so zgradili nek duhovni sistem, ki je v drugih vernikih vzbujal negotovost. Namreč o sebi so govorili kot o tistih, ki zares poznajo Boga, ki imajo več luči, več duha, več spoznanja, več razumevanja. In s tem grožnje niso izrekli neposredno, so pa ustvarili takšno lestvico. Zato so se preostali verniki začeli spraševati, kje pa sem jaz? Ali sem dovolj dober? Ali pripadam? Kaj pa, če bo konec sveta? Kaj se bo zgodilo z mano? Med njimi se je pojavil nemir, primerjanje, dvom vase. V bistvu pa Janez pravi, da takšna duhovnost, ki rodi negotovost in iz katere se razvije strah pred koncem sveta, pred sodbo, je točno to, o čemer Janez pravi, da imamo zaupnost na dan sodbe, torej v ljubezni ni strahu. Janez ne zanika sodbe, pač pa jo osvobodi iz napačnih okvirjev. Ne pripada tistim, ki imajo več znanja, niti tistim, ki so na višji stopnji, niti tistim, ki so boljši verniki ali dalj časa verniki. Sodba ni trenutek, ko boš preverjan kot na izpitu duhovnosti. Sodba je trenutek odnosa. In zato je njegov odgovor radikalen. Če ostajaš v ljubezni, dragi brat, draga sestra, nimaš razloga za strah. To pomeni, če živiš v konkretnem odnosu, če ljubiš brata, sestro, bližnjega, če ostajaš v skupnosti, potem si že v prostoru Boga, potem si že dovolj dober. Torej, če povemo še bolj po domače, če skrbiš za svojo družino, če si dober oče, dobra mama, če odpuščaš, če si dober sosed, potem si že v odnosu. Potem je to že realizacija tega prostora. Če vidiš človeka, ki sedi poleg tebe, potem si že v odnosu. Zato Janez jasno pravi na preprost, radikalen način, da prava cerkev ni definirana po tem, kdo ima prav, kdo več ve, kdo je bolj duhoven, ampak samo po enem kriteriju. Ali je med vami ljubezen, ki prežene strah. Prava cerkev je torej prostor, kjer človek pride tak, kot je, ne živi iz primerjanja, pač pa ima občutek sprejetosti, pa tudi možnost duhovne rasti. Cerkev torej ni prostor, kjer se preverja, kdo je dovolj dober. Cerkev je prostor, kjer vsak utrujeni človek prvič izkusi, da mu ni treba biti popoln, da bi bil sprejet. In nazadnje smo prebrali še bolj radikalno Janezovo misel. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Izvirnik celo pravi, je hinavec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. In od njega imamo to zapoved, tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Ko Janez govori o tem, da nekdo sovraži svojega brata, seveda nima v mislih odkritega sovraštva. Zagotovo nihče v Efeški cerkvi ni hodil naokoli in govoril sovražim te. Šlo je za veliko bolj subtilno in zato nevarnejšo obliko. Živeli so z distanco, z občutkom, da so bolj pravilni, bolj duhovni. Njihova vera je začela iti v skrajnosti, v pretirano poudarjanje pravilnosti, čistosti, v neko navidezno višjo duhovnost in v tem procesu so začeli druge zavračati. Dejansko so jih odmislili. Brat ni bil več nekdo, s komer si v odnosu, pač pa nekdo, ki ne dosega iste ravni kot ti. To je sovraštvo, ki se skriva v moraliziranju, v tihem presojanju, v občutku nadrejenosti, kjer odnos počasi zamre, čeprav navzven vse izgleda prav. Zato je Janez radikalen, ko pravi lažnivec ali hinavec. Ne zato, ker bi nekdo zavestno lagal,
ampak ker živi lažno življenje. Na eni strani govori o ljubezni do Boga, na drugi strani živi vero, ki ruši odnose. In na koncu pridemo do tega, kar je pri Janezu skoraj da pretresljivo v svoji preprostosti in v globini. Pravi namreč: kdor ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Brat, ki ga vidiš, sestra, ki jo vidiš. Grška beseda, ki jo uporabi za videti, blepein, pomeni bistveno več kot samo pogledati s svojimi očmi. To pomeni pogled, ob katerem se zaustaviš. Pogled, ki ti ne uide. In prav to je bistvo. Moj brat ni ideja. Moja sestra ni teološki koncept. Je konkreten človek, ki stoji pred mano, ki ga lahko vidim. In videti, dragi zbrani, pomeni videti njegovo stisko, ki jo morda skriva za nasmehom. Videti njegovo osamljenost, ki je nihče ne opazi. Videti njeno utrujenost, njene dvome, ki jo mučijo. Videti njihovo drugačnost, ki nas moti, ki nam ni blizu, ki nas včasih celo spravlja v nelagodje. Videti njihove rane, njihove padce, njihovo krhkost, njihove borbe, njihovo nepopolnost, a ga kljub temu ne izrivati iz odnosa. Videti nekoga, ki ni tak, kot sem jaz, pa ga ne odriniti proč od sebe. Videti pomeni priznati dostojanstvo človeku, ki stoji pred tabo, tudi takrat, ko ga sploh ne razumeš. Boga pa, pravi Janez, ni mogoče videti. O njem lahko govorimo. Zelo smo pametni, predvsem teologi. Imamo eno šalo, da Bog o nas teologih vedno nekaj novega o sebi izve, ker vedno nekaj novega dodamo. Pa vendar je malo resnice na tem. Saj veste, o Bogu lahko govorimo. Ne bo se javil iz nebes, da smo kaj narobe povedali. O njem lahko razlagamo, pravzaprav ga lahko idealiziramo. Lahko ustvarimo idealno podobo Boga. Zelo lepo, idealizirano podobo, ki nas ne zmoti, ki nas nič ne stane. Toda brat nas vedno nekaj stane, nas zmoti, nas izzove, nam stopi na žulj. Brat ali sestra nas ustavi, postavita nas pred ogledalo, pred resnico našega srca. In zato Janez postavi tako radikalno povezavo. Če ne zmoremo ljubezni tam, kjer jo lahko vidimo, v konkretnem, težkem, resničnem odnosu in življenju, potem naša ljubezen do Boga ostaja le abstraktna, lepa ideja, a brez odnosa, brez bistva. In morda je največja tragedija efeške cerkve bila ta, da niso več videli drug drugega. Zato gre Janez še dlje. Tam, kjer ne vidimo več brata, kjer se naš pogled umakne v distanco, v presojanje, v notranjo ločitev, tam ne izgubimo samo odnosa s človekom, tam zgrešimo tudi Boga. Zaključujem. Vas zanima, kaj se je na koncu zgodilo s to zloglasno efeško cerkvijo? O tem ne beremo v Svetem pismu, kajti kanon Svetega pisma je bil do takrat že sprejet. Beremo pa v kasnejših zgodovinskih knjigah. Efeška cerkev je bila cerkev, ki je šla čez težke trenutke, dobila je očitek, da so zapustili svojo prvo ljubezen, pa vendar se njihova zgodba tu ni končala. Poglejte, zgodovina pravi, da je prav ta zloglasna cerkev postala ena najmočnejših cerkva v Mali Aziji. Postala je središče, iz katerega se je vera širila naprej. Postala je misijonsko naravnana cerkev, ki je oblikovala druge skupnosti in dejansko začela spreminjati tok krščanstva in s tem zgodovine človeštva. Cerkev, ki je zaslužna za širitev krščanstva v Mali Aziji, je bila prav efeška cerkev. V tem prostoru v Efezu nastanejo in krožijo nekatera najglobja besedila Nove zaveze, Janezov evangelij, vsa njegova pisma in razodetje. To so besede, ki nas tudi danes ganejo glede tega, kako razumeti Boga. In potem, 3 stoletja kasneje, leta 431
po Kristusu, se v tem istem mestu, v tej isti cerkvi zgodi nekaj neverjetnega. V Efezu se zbere tedanja celotna cerkev in odloča o najpomembnejšem vprašanju, kdo je Jezus Kristus. Zgodi se tretji ekumenski koncil, ki so ga poimenovali Efeški koncil in ga tudi danes priznava celotna krščanska cerkev. Na tem Efeškem koncilu je cerkev jasno dorekla, Bog je postal človek. Kristus je ena oseba z božansko in človeško naravo. Bog ni ideja, Bog ni simbol. Bog je prevzel našo naravo in je stopil med nas. On je odrešenik sveta. To se je zgodilo leta 431 v Efeški cerkvi. Efeška cerkev ni bila popolna cerkev, to ni bila brezhibna cerkev, pa vendar Bog ni nehal delati skozi njo. Iz te ranjene skupnosti zraste teologija, ki oblikuje nadaljnja stoletja krščanstva. Iz nje zraste razumevanje Kristusa, ki ga tudi mi danes izpovedujemo. Iz nje zraste vera, ki je preživela imperije. Drage sestre, dragi bratje, naj bo tudi naša cerkev takšna, ne popolna, ampak prostor, kjer ljubezen ostane najmočnejša, kjer človek, ki išče, ko stopi med nas, ne najde strahu, pač pa pogum, kjer vsakdo, ki vstopi v to cerkev, ve, da je viden, da je ljubljen, da lahko Bog tudi z njim in z nami vsemi še naprej piše svojo zgodbo. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, hvala, da si nam pokazal pravo ljubezen, da vidimo brata in sestro ob sebi. Ti veš, kje se umikamo, kje nas je strah, kje ne znamo ostati v odnosu. Zato te prosimo, ozdravi naše odnose. Zmehčaj naša srca in nas nauči ljubiti, ne v besedah, pač pa v resnici in dejanjih. Odpri naše oči, da bomo videli brata in sestro ob sebi, v njegovi drugačnosti, v njegovi bolečini, v njeni potrebi. Vzemi od nas strah in nam daj pogum, da ostanemo. Naj bo naša cerkev prostor, kjer nihče ni sam, kjer nihče ni izključen, kjer ti sam prebivaš med nami. In daj, Gospod, da bi tudi svet po nas lahko spoznal, da si ti res Bog, ki ljubi. Amen. Bogoslužje bomo zaključili s pesmijo, ki nas bo povezala ravno v tem duhu povezanosti in ljubezni.
Kot pečat Božji ljubezni prejmimo vsi skupaj še zaključni duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in naj te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.